Tradicionalno svež. Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem. V Gornji Radgoni od 24. do 29. avgusta. Spoštovana predsednica Vlade Republike Slovenije, gospa magistra Alenka Bratušek, spoštovani minister za kmetijstvo in okolje in tudi predsednik programskega sveta sejma Agra, gospod magister Dejan Židan, spoštovani minister za obrambo Republike Slovenije, gospod Roman Jakič, spoštovani predsednik odbora za kmetijstvo in okolje Državnega zbora, gospod Jakob Presečnik, spoštovani namestnik ministra za kmetijstvo Litve in podpredsednik Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, gospod Mindaugas Kukljerus, spoštovani župan občine Gornja Radgona, gospod Anton Kampuš, spoštovani ministri in veleposlaniki prijateljskih držav, poslanci Državnega zbora in svetniki Državnega sveta, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, predsednik Zadružne zveze Slovenije, spoštovane razstavljavke, razstavljavci, spoštovana vinska kraljica Slovenije, dame in gospodje. V veliko zadovoljstvo in čast mi je, da vas lahko v imenu organizatorja in svoje imenu prisrčno pozdravim na otvoritvi 51. sejma Agra 2013, ki ga bo prvič v zgodovini sejma odprla dama. In že takoj imamo dežja v izobilju. Z letošnjim mednarodnim kmetijsko-živilskim sejmom začenjamo novo polstoletje kmetijskih sejmov v Gornji Radgoni. Na polstoletni tradiciji in izkušnjah nadaljujemo poslanstvo, ki je povezano s promocijo slovenskega kmetijstva, živilstva in podeželja. S sejmi smo doživljali razvoj, uspehe in neuspehe kmetijstva, živilske industrije, pa tudi gospodarstva in politike. Sejmi so bili vedno in so še danes odraz stanja v gospodarstvu in uspešnosti blagovnih znamk v tem gospodarskem prostoru. Na kmetijsko-živilskem sejmu smo se vedno hoteli približati problemom kmetijstva, živilstva in naravnega okolja in to je tudi razlog za polstoletno tradicijo. Tako kot se kmet, ki ima rad svojo kmetijo in zemljo, zaveda odgovornosti in poslanstva, ki ga upravlja z pridelavo hrane, zase, za svojo družino in za vse nas, in obenem skrbi za naravo in kultivirano krajino, tako se tudi na Pomurskem sejmu zavedamo svojega poslanstva, da enkrat na leto omogočimo predstavitev dosežkov kmetijstva, kmetijske stroke, znanja in tudi kmetijske politike. V mednarodnem letu sodelovanja na področju voda želimo na letošnjem sejmu opozoriti na pomen vode kot največjega bogastva na planetu. Leto 2013 so Združeni narodi razglasili tudi za mednarodno leto kvinoje, starodavnega žita, ki so ga Inki gojili že pred več kot 3000 leti. Poleg kvinoje, ki so jo Inki imenovali kar mati vseh žit, moramo iz njihove kulture povzeti, kako se neguje zemlja, varuje in spoštuje človekovo okolje in kako se v vse te dejavnike vključuje človekova osebnost. Globalizacija, ki je bila usodna že za inkovsko kulturo, je bila usodna tudi za velik del slovenskega gospodarstva in še posebej agroživilstva. Mnoge blagovne znamke, na katere smo nekoč bili ponosni, izginjajo tako iz sejma kot iz prodajnih polic.
Od modrosti vseh nas in kmetijske politike bo odvisno, ali bomo v prihodnje še imeli kaj za pokazati na kmetijskem sejmu, ali pa bomo lahko namesto na sejem odšli v velike trgovske centre, kjer bo vse v ličnih embalažah brez oznak pridelovalcev in porekla. Letošnji sejem kaže vsekakor optimistično podobo. Predstavlja se 1730 razstavljavcev iz 29 držav. Predstavljenih je 51 slovenskih živilskih blagovnih znamk. Na razstavi so vse pomembnejše blagovne znamke strojev za kmetijstvo in gozdarstvo. Vzorčni nasadi ponujajo preko 300 različnih rastlin, poljščin. Veliko novosti ponuja gozdna učna pot. V hlevih so vse pasme govedi, konjev, drobnice, prašičev in malih živali s poudarkom na avtohtonih pasmah. Predstavljajo se vse pomembne slovenske inštitucije. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z interaktivno razstavo Vode povezujejo prevzema pomembno vlogo v skrbi in zaščiti naravnega okolja in vode kot osnovne dobrine. Med državami in pokrajinami pa posebej izstopajo Brazilija, Poljska in Vojvodina. Agra je prvovrsten strokovni in družabni dogodek, na katerem se bo zvrstilo 150 strokovnih in družabnih dogodkov. Njihovo glavno sporočilo pa je, kako zaščititi kmetijske površine, povečati samooskrbo in ekološko pridelavo hrane. Spoštovane razstavljavke, razstavljavci, hvala vam, da ste v teh težkih časih našli pogum in da imate vizijo ter strategijo nadaljnjega razvoja in želim vam, da vam uspe. Hvala vsem inštitucijam, še posebej Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Zadružni zvezi Slovenije, kmetijskim šolam, Zavodu za gozdove, Živilski zbornici in inštitutom, ki sodelujete na razstavi in v strokovnih posvetih in predavanjih ter posredujete najboljše informacije in znanja. Hvala vsem, ki ste sodelovali na različnih ocenjevanjih kakovosti in s tem dokazali svojo skrb za kakovost in konkurenčnost. In seveda, hvala vsem obiskovalcem in še posebej kmetovalcem, ki verjamete, da vam lahko kmetijsko-živilski sejem Agra ponudi najboljše informacije, najboljši nakup in srečanje stanovskih kolegov in prijateljev. Vsem želim uspešen sejem Agra 2013. Hvala. Hvala gospodu Janezu Erjavcu, ki seveda ni pozabil omeniti tudi pozitivnih klimatskih učinkov sejma in če se bo to potrdilo kot znanstveno dognano dejstvo, da sejem učinkuje na padavine, potem ga je pač treba časovno prestaviti v kakšno okolje, da bo suša manj zaznavna, morda tam junija, julija, takrat, ko dež resnično najbolj potrebujemo.